Dober dan, spet en lep pozdrav iz Cipra. Danes sva se odpravila na severni turški del, kjer bova obiskala mesto duhov Famagusta. Zdaj najprej bova prečkala mejo, potem bova videla pa na turški strani, če bo kak bus ali pa taksi, zato ker z rentakarjem ne smeva iti na severno stran. Midva sva zdaj uspela prečkati mejo in tukaj pred nama je 7 km ceste do Famaguste, oziroma po turško do Varoše. Na tej strani sem pričakoval, da bo kak dolmuš ali pa taksi, ampak zaenkrat ni prav nobenega prevoza, samo ravna cesta, ki je ograjena z obeh strani. Sprejela sva dejstvo, da greva 7 km peš, za nazaj bova šla pa s taksijem. Ok, na koncu smo speljali tako, da smo poklicali taksi, ki nas bo zdaj zapeljal do Varoše. Zraven smo dobili še številko, da ga bomo poklicali tudi za nazaj. Tako da izlet se je zaenkrat začel super, mi pa se vidimo v mestu duhov. Za 15 € nas je taksi pripeljal do mesta duhov in zdaj smo že vstopili v ta del mesta, ki je bil še 2 leti nazaj popolnoma zaprt. Takoj na vstopu v ta omejeni del mesta je policija, ki pogleda, kaj imaš v torbici. Zraven je na voljo najem koles, ampak midva sva se odločila, da greva v mesto kar peš. In zdaj, kar bomo videli tekom dneva, so te zgradbe, ki so take, ko so bile leta 1974, ko je Turčija zavzela mesto. Moram pa reči, da je obisk tega mesta zame dokaj čustven, zato ker sva bila na Cipru leta 2000 in takrat smo gledali Famagusto z grške strani samo z daljnogledi, približno 5 km proč, in probali razumeti, kako izgleda zapuščeno mesto. Potem leta 2013 sva bila na turškem delu Cipra in sva prišla do tega mesta, ampak je bilo vse v ograjah, prepovedano fotografiranje in snemanje, povsod vojska. Ampak smo ga vsaj videla na 100 metrov. Zdaj leta 2020 so pa to odprli, tako da smo izkoristila to priložnost. Zdaj je 2 leti, kar turisti smejo se sprehajati po teh 3-4 ulicah, da malo vidimo od blizu, kako to izgleda. Drugače pa moram povedati, ne glede na vse, da je tukaj vse zastraženo, policija, vojska, Severni Cipr prizna samo Turčija, vstopila sva z osebnimi izkaznicami. Niti v Anglijo ne moreš več z osebno izkaznico, tako da res zanimivo. Za vstop v Severni Cipr sva morala naložiti aplikacijo Güven-Dekal, izpolniti osebne podatke, tako da sva tam dobila neke QR kode, ampak na meji jih niso zahtevali. Je pa danes še en čudovit dan za sprehajanje, 20 stopinj Celzija, skoraj popolnoma jasno in brez oblačka. Sicer težko ocenjujem in dopuščam možnost, da je bilo po letu 1974 tudi kaj izropano, ampak načeloma je vse ostalo tako, kot je bilo takrat. Ko so Turki zavzeli mesto, so ga zagradili, zastražili z vojsko in ni bilo več vstopa, razen za vojake in pa kakšen novinar. Razlog, da je mesto skoraj 50 let še zmeraj nedotaknjeno, je tudi v tem, da je bila 10 let po zavzetju leta 1984 sprejeta resolucija Združenih narodov, s katero so prepovedali, da bi kdorkoli naselil to mesto, razen tisti prvotni prebivalci, ki so zaradi vojne zbežali proč. Ker pa je mesto seveda na turškem delu, grški Ciprčani nimajo nobene želje, da bi se priseljevali sem. In tako je mesto ostalo tako, kot je bilo. Zdaj sva prišla na glavno plažo mesta in moram povedati, tole mesto Famagusta, oziroma po turško Varoša, to je bilo v 70-ih letih elita. Eno najboljših letovišč, najlepših, najbolj prestižnih v Sredozemlju in na celem svetu. Tukaj so letovali Liz Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot, Sofia Loren, mislim, da je imela celo svojo hišo tukaj kupljeno. V glavnem, tukaj je bila res smetana od smetane. Približno 25 000 prebivalcev in čez noč so mogli zbežati drugam. Kogarkoli seveda zanima več, si lahko pogleda na internetu, poiščete enostavno mesto Famagusta ali pa Varoša
in boste dobili vse podatke, zakaj je prišlo do zavzetja, kdo je tukaj živel, kakšno je bilo prej, zakaj je ostalo tako. Sicer pa ocenjujejo, da bi za obnoviti tole mesto rabili vsaj 10 milijard evrov in približno 6 let. Glede na to, v kakšnem stanju je vse skupaj, mislim, da ne govorimo o obnovi, ampak kar o rušenju in da se stvari naredi na novo. Tukaj, kar vidimo zdaj, je pač tisto, kar turška vlada dovoli, da turisti vidijo. Določene ulice, večina njih, so še zmeraj zagrajene in so gor table, da se ne sme vstopati, z razlogom, ker bi se lahko stavbe porušile in bi bilo to pač nevarno. Evo, kakšne stavbe, vse zapuščeno, ko v kakšni grozljivki. V glavnem, jaz se v nobenem primeru ne bojim, da bi bil ta sprehod predolg. Teh par kilometrov, ki jih bova naredila po mestu, bo sigurno prekratkih. V glavnem vidiš v mestu vso infrastrukturo, ki je bila tukaj. Stari semafori, zapuščene, prazne trgovince, ceste, balkoni, hoteli. Neverjetno. Vse te glavne ceste seveda niso stare 50 let. To je urejala, obnavljala vojska, ki je patruljirala vsa ta leta po zapuščenem mestu. Zdaj, ko je dovoljen vstop za turiste, so pa samo še dorisali kolesarske steze. Drugač pa čisto kako zanimivost. Tukaj seveda smo zdaj izven Evropske unije. Dobil sem sporočilo, da je klic v Slovenijo 1,8 evra na minuto, 1 mega podatkov pa 4,6 evra. Jaz zaenkrat sem ugasnil prenos podatkov. Klicov in sporočil nimam dosti, tako da upam, da stroški ne bojo prehudi. Hodim z odprtimi usti in se čudim. In lahko bi rekel, da je Famagusta en čudovit primer, kaj naredi človek s svojo pametjo, kaj naredi politika, vojna. In čeprav se na svojem kanalu striktno izogibam kakršnim koli političnim izjavam, bom zdaj izrekel eno konkretno. Mislim, kje so imeli pamet? Zdaj hodva po eni od vzporednih ulic s plažo. Tako med hoteli dol se vidi morje. Nikjer žive duše. Niti turistov ni tle. Zgleda, da sva šla toliko daleč od vstopne točke, da so vzginili vsi. Zdaj hodva po eni glavnih avenij vzporedno z morsko obalo. Imenovana je po Johnu F. Kennedyju. No, tukaj je pa eden redkih možnih dostopov do plaže. Na koncu je videti nek lokalček, tako da greva, če se da, dobiti kaj za pojest, ker je že 2 ura popoldan. Za jestlih nisva dobila, ampak si bova pa prvo šla eno kavico in pa sladoled. Plačal sem pa, ne boste verjeli, z bančno kartico od delavske hranilnice. 40 turških lir, to je okrog 3 evre. Tale Kennedyjeva avenija je bila slepo črevo, tako da zdaj greva nazaj in sem dol na koncu videl še en odcep levo, bova preverila še na tisto stran. Ja, kar nekaj sva že prehodila in res moram reči, sem prav presenečen, koliko tega mesta so odprli za javnost. Jaz sem mislil, da bosta to res 2 ulice, ampak zdaj pa hodva in hodva, pa še kar ni konca. Tako da je res super, če boste prišli v te konce, priporočam. Nisem se spomnil takoj od začetka, ampak nekje v sredi tega mesta sem vžgal tudi Stravo, tako da bom dal link od spodaj v opis videa, da boste lahko pogledali, kje sva se sprehajala. Je pa zanimivo to, ker se mi zdi, da to mesto v ljudeh sproža ene take posebne občutke. Sva srečala ogromno turistov iz Anglije, iz Irske, iz Romunije in tu bi kar klepetali, kar debata levo desno, to je neverjetno. In potem seveda, ker je vse tako zagrajeno in samo par ulic odprtih, se srečaš na vsakem tretjem ovinku. In ko se tretjič srečaš, je isto, kot da se že poznaš 10 let in se debata nadaljuje od tam, kjer se je prej končala. V glavnem prav fantastično. Super, kar precej sva prehodila. Zdaj bom poklical tistega taksista, da naj jo odpelje nazaj do meje. Jaz se bom poslovil kar tukaj iz Famaguste oziroma iz Stare Varoše. Hvala vam, ker ste si vzeli čas za ogled tega videa. Hvala vam za vse všečke, za komentarje, za morebitne nove naročnike. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!